kamor se lahko kamion postavi, ko pripelje odpadke. Potem pa se vsi te odpadki, ko ugotovijo, kaj so pripeljali, v bokse namestijo, zaprejo vrata, spredaj so pa CO2 aparature, ki avtomatsko pogasijo vsak začetek požara. In ni nobene možnosti, da bi požar nastal ali pa da bi se razvil. In tudi vahtati ni treba, veste. Zdaj boste pa morali biti tule vahtati zraven, pa ne tako, kot so v zaporu v Kopru, vahtali pa so une dva sta po mim kamer šla ven, ne? Ampak bo treba vahtati zraven, na vseh prostorih, to je vse odprt, tam je na prepih odprt. Tega jaz ne razumem, kako ste vi to obvladali. Avtomatika taka drugačna, pa juh, gor ali pa dol. Je čisto vsega. Jaz sem doživel to. Žalost, jaz vam moram povedati, da sem jaz prišel 2001 v tenis in ne vem, kje ste bil in ne vem, s kom ste bil. Povem vam pa to. Jaz sem vam to razložil. A boste pustil do besede, jaz sem vas pustil. Jaz sem vam to razložil. A jaz lahko povem vse svoje, a moram jaz poslušam človeka? Ja ne, ga ne. Presekaš pa si napadalen, ne? No, povejte, bom jaz pa povedal, kdaj sem vam jaz to povedal. Že. Se je bilo po televiziji. Ne, jaz sem jim to povedal takrat, ko so pridobivali dokumentacijo v domu krajevne skupnosti, so nas prepričevali, kako bojo naredili, pa kakšen objekt. In takrat sem jaz povedal, kakšen objekt smo mi videli. Če do takrat niste vedeli, ste takrat vedeli. Da je objekt bil zaprt, popolnoma zaprt. Pa zgrajen je bil v depresiji, dvometrski depresiji. Ko smo se z avtobusom pripeljali, smo se peljali takole dol in to je bila depresija, iz katere voda, ali pa odpadki, ali pa požarna voda, recimo, ko pravite, ni moglo teči nikamor, ker če bi tam v reko In spustili tisto, tako kot ste vi v Tojnco, bi, ne vem, bi najbrž tisto zglihali, tisti, ki je tak obrat. Ne bi dovolili.